na katerem boste stališče Slovenske ljudske stranke predstavlja predsednik stranke Franc Bogovič in podpredsednica stranke ter predsednica strokovno-operativnega odbora za zdravje pri stranki Olga Franca. Uvodno besedo predajam predsedniku. Hvala lepa, lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Kot veste, je iztekel čas za javno razpravo okoli nove zakonodaje tega predloga zakona. Zato je prav, da tudi povemo naše stališče ob zaključku te javne razprave. Vsi vemo, da je v Sloveniji v zadnjih 2 letih potekal proces, s katerim smo začeli in pa tudi nekatere postopke že zaključili, kar se tiče reformnih zakonov. Tako je pokojninska zakonodaja bila lansko leto sprejeta in zaključena ta razprava. Zaključena je bila tudi delovno-pravna, kjer se že danes ugotavlja, da je bil izplen na koncu premajhen in da bo potrebno v to zakonodajo poseči v prihodnje. Lanskem letu se je delalo na tem, da se je poskušal javnofinančni primanjkljaj zmanjšati in v nadaljevanju so bili tudi pomembni koraki na področju ustanovitve slabe banke in pa Slovenskega državnega holdinga. Tudi danes, ko smo v opoziciji, ugotavljamo, da so najbrž zadeve, ki jih je nujno potrebno storiti, prav tako pa je nujno potrebno tudi pristopiti k celoviti zdravstveni reformi, katere en del je bil tudi predstavljen v okviru predstavitve tega zakona. Po pregledu tega dokumenta v Slovenski ljudski stranki ugotavljamo, da enostavno ni moč iz tega dokumenta videti oziroma prepoznati namero, kakšno zdravstvo želimo imeti v Sloveniji čez 10 let in jasen strateški pogled na to potrebno področje, ki vemo, da se dotakne vsakega človeka in za katerega smo bili tudi zelo občutljivi. To, da ni jasnega pogleda, utrjujemo s tem, da se zopet nismo dotaknili oziroma se predlagatelji ne dotikajo prvega koraka, ki je nujno potreben, to je, da se izdela zdravstvena mreža, da se na osnovi normativov, ki bi bili osnova za to zdravstveno mrežo, tudi pove, kaj lahko na področju zdravstva pričakujemo v naslednjih letih. V okviru pregleda te reforme opažamo, da se je šlo po poti tega najmanjšega odpora, ki pa ima za sabo centralizacijo, kajti kar celo vrsto stvari se seli iz te primarne ravni, iz področja zdravstvenih domov v smer proti bolnišnicam, ukinjene dejavnosti na periferiji, tako specialističnih pregledov, nujne medicinske pomoči in zagotovo je to, kot sem že dejal, ta najenostavnejši, najkrajša pot, s katero kratko vedno potegne podeželje in se izvaja ta proces centralizacije v slovenskem prostoru. Prav tako vidimo, da se ob teh težkih situacijah na področju zdravniške blagajne enostavno ne odreagira in da grozi zdravstvenemu sistemu ta finančni kolaps, na kar mislimo, da bi moralo ministrstvo skupaj z tudi odločitvijo vlade in pa z zavarovalnico zdravstveno čim prej rešiti ta problem in ne zgolj zagotavljati nekih kreditnih pogojev za to, da lahko bolnišnice delujejo. Na koncu, ko opažamo pristop, vidimo, da je podobno kot še v marsikaterem drugem segmentu v javnem sektorju, za razliko od gospodarstva, ki je moralo spoznati, da je kupec kralj in da je potrebno se orientirati oziroma usmeriti proti potrošniku. Vidimo, da imamo v zdravstvu napačen pristop in to zavedanje, da je kralj bolnik, ne zdravnik, enostavno ne veje iz te zdravstvene reforme. In na drugi strani je tudi po našem prepričanju velik problem, da tudi ta reforma na nek način samo utrjuje ta zdravniški del deležnikov, ki pa so prisotni in ki morajo odločno vplivati na to, da bo ta dejavnost bolj prijazna bolniku, ne pa samo tistim, ki so v zdravstvu, da so ti deležniki praktično izključeni oziroma premalo upoštevani v teh postopkih. Na drugi strani pa tudi, ne vem, kot je na vpliv zdravstvene zavarovalnice, ki kroji ta finančni del, pa s to reformo v bistvu še samo odmaknjen od odločanja. Z tega razloga moram reči, da imamo celo vrsto pripomb.
gospoda Olga Franca, ki je tudi na tem področju vodja našega strokovnega odbora, ima tudi izkušnje na tem področju, po nadaljevanju podala podrobnejše pripombe na sam zakon. Preden se osredotočim na pripombe na sam zakon, predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, bi želela povedati, da sedanje stanje v zdravstvu je odraz predvsem 3 ključnih stvari. Gospodarske krize, ki ni od danes, ki traja že nekaj let, ki vpliva seveda na prihodke zdravstvene blagajne. Na tem delu vemo, da je težko doseči konsens in da povečevanje prispevne stopnje za gospodarstvo in za državljane ni sprejemljivo. Drugi tak del je, da je tudi v tej reformi minister pozabil na demografske spremembe v Sloveniji. V lanskem letu smo imeli že 17% starejših prebivalcev od 65 let. Načrti oziroma ocene Umarja za leto 2020 oziroma 2060 so veliko povečanje starejših, kar tretjina naj bi bilo starejših prebivalcev. Vemo, da starejše prebivalstvo žal ima veliko potreb po zdravstvenih storitvah. To so kronične bolezni, to so storitve na domu, to so storitve v domovih za starejše. In seveda, ker se nam podaljšuje življenjska doba, je to potrebno v reforme vkomponirati in peljati denar v zdravstvu v smeri k bolniku. Torej, ta demografski trend ni upoštevan pri tem zakonu. Nadalje moramo reči, da so vzroki sedanjega stanja v zdravstvu tudi v velikem problemu slabega vodenja v zdravstvu. Imamo odlične zdravnike, ki žal so prešli v sfere menedžerjev in menimo, da zdravniki morajo, oziroma njihovo poslanstvo, da zdravijo, da se ukvarjajo z razvojem medicine in da prinašajo to svoje poslanstvo, za kar smo seveda jim namenili veliko denarja za njihovo usposabljanje in specializacije. Drugo je seveda neurejen sistem na področju naročanja zdravil, materialov in tukaj je predsednik že povedal, pred vsemi spremembami zakonodaje potrebujemo normative, potrebujemo standarde v zdravstvu in na osnovi normativov in standardov lahko oblikujemo mrežo. Mreža pomeni dostop bolnikov do zdravstvenih storitev. Kaj lahko pričakujem na svojem področju, kjer živim, kako so čakalne dobe, katere storitve so mi nudene in kje. Torej, brez teh temeljev zdravstva, če temeljev nimamo tudi zakonodaje, ne moremo na tak način se lotiti. Nadalje, ne samo zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je sedaj v obravnavi, je potreben sprememb. Tukaj gre za vrsto soodvisnih prepletenih zakonov, kot so zakon o javnih zavodih, zakon o lekarniški dejavnosti, zakon o zdravniški službi in prepotreben zakon o dolgotrajni oskrbi in negi, prav s poudarkom, kot sem prej dejala, na teh velikih spremembah naše družbe v smeri starejših državljanov. Vzrok, katerega se moram dotakniti, je seveda tudi sedanjega stanja so korupcija v zdravstvu. Torej, korupcija, ki je vpeta v sistem javnega naročanja, ki je zakompliciran, nepregleden, netransparenten in omogoča, da se pri naročanju opreme, zdravil, materialov posamezni lobiji, če rečem dobesedno, prisesajo na ta vir zdravstva, ki ima pa vse manj denarja. Še en tak vzrok bi opredelila siva ekonomija in alternativna medicina. Po anketah, ki so jih izvrševali, kar vsak drugi Slovenec potrebuje in plača, če rečem, izven sistema na črno za razne storitve na področju ali alternativne medicine ali na področju samoplačniških storitev. In ta segment zdravstva je potrebno prav tako spraviti pod zakonsko ureditvijo, pod sistem nadzora in seveda pod sistem davčnih in zdravstvenih inšpektorjev. Tukaj veliko izgubljamo prav bolniki, pacienti oziroma državljani, če rečem. Zdravstvo mora tudi pogledati, kaj bolniki potrebujemo. Prilagoditi svojo notranjo organizacijo, svoje poslovanje, svoje ambulante potrebam bolnikov, če konkretno povem čisto preprosto,
Fizioterapija se mora izvajati v vsaki ustanovi tudi popoldne, da bo manj bolniških, da bo manj odsotnosti iz službe in da bomo s tem seveda na drugi strani, kjer so tudi odhodki, privarčevali. Torej, veliko je vzrokov, zakaj smo danes prišli do takšnega stanja, zato menimo, da mora zakonodaja iti v smeri, da podpiramo pot denarja bolnikom, da podpiramo tako zdravstvo, ki bo prinašala koristi kmetom, delavcem, družinam z veliko otroci in seveda najbolj bolnim in starejšim. Ta zakon, ta predlog zakona uvaja novo dimenzijo dopolnilne dejavnosti. Dopolnilna dejavnost, kot jo opredeljuje, bi bila dovoljena tako javnim zdravstvenim izvajalcem, pomeni bolnišnicam, zdravstvenim domovom, izven javnega dela, torej gre za čisto tržno dejavnost in menimo, da je bolj smiselna opredelitev kot tržna dejavnost. Druga taka stvar, ki jo je že predsednik povedal, ostro nasprotujemo v Slovenski ljudski stranki, da prav ta predlog zakona želi uzakoniti centralizacijo zdravstva. Pod plaščem krize želi ta vlada kar na 2/3 prebivalcev, državljanov privarčevati in seli dejavnosti dejansko bolnišnice iz zdravstvenih domov. To so dejavnosti fiziatrije, kirurgije, to so dejavnosti kardiologije, kajti vemo, da so mnogi zdravstveni domovi se dobro organizirali in ponujajo danes v svojih prostorih že specialistične dejavnosti. In to je tisto ta pravo, da brez čakalnih dob imamo tisti, ki živimo na podeželju, hiter dostop do teh storitev in da so te ambulante tako pokrite, da nam ni potrebno povsej hoditi v centre. Torej, ta zakon prikrito zmanjšuje vlogo in pomen osnovne zdravstvene dejavnosti in zaledno krepi bolnišnično dejavnost, usmerja denar v bolnišnice. In temu ostro nasprotujemo. Menimo, da bi to moralo biti prav v obratni smeri, ne da se ukinjajo te dejavnosti, da se ruši, razstavlja osnovno zdravstveno varstvo, temveč prav nasprotno, prav zato, ker sem to podkrepila s podatki o starejši populaciji, o populaciji, ki ima takšne bolezni, kronične bolezni in prav zdravljenje teh bolnikov sloni na ramenih, če rečem, primarne osnovne zdravstvene varnosti. To so zdravstveni domovi, torej to so ambulante, ki so nam najbližje na podeželju. Pri koncesijah bi dejala, da je koncesijska dejavnost utečena dejavnost, poznamo je že vrsto let in nismo za poseganje v pravice koncesionarjev, ki imajo že sklenjene pogodbe in izvajajo koncesijsko dejavnost. Vendar, poudarjam, potrebno je jasno v zakonu določiti funkcije, naloge in odgovornosti, ki jih nalaga zakon javni zdravstveni službi in na enak način morajo biti naložene tudi koncesionarjem. Največja napaka pri koncesijah je, da niso nadzorovane. Torej, nadzora je itak tudi v javnem zdravstvenem sistemu premalo, koncesije pa so žal tukaj veliko manj nadzora, ki pa je potreben. Če govorimo o trajanju koncesije, menimo, da mora biti primerno dolgo obdobje, kajti če je koncesijo vzel pravi, če rečem, podjetnik, ki želi razvijati to dejavnost, ki želi se približati prav na podeželju bolnikom, ki želi nuditi dobre storitve, potem seveda vlaga v prostore, opremo in to je ta pravo, to podpiramo. Na tej stopni moram tudi pohvaliti določene koncesionarje, ki so pokrili prav specifične potrebe na podeželju, kot na primer v Halozah, tam, kjer ni bil noben interes, da bi se pokrila osnovna zdravstvena dejavnost, ker je seveda to cenovno nezanimivo. Torej, pri koncesijah je potrebno jasno v zakonu vzpostaviti kriterije, funkcije, naloge, odgovornosti in nadzor, da se bo ta del dejavnosti, ki je financirana iz javnih sredstev, opravljala na enak način in z enakim zakonsko podlago kot javni del. Kot sem že dejala, nadzora v zdravstvu je zelo malo. Zelo malo imamo nadzornih zdravnikov, usposobljenih zdravnikov, ki izvajajo tako
predvsem finančni nadzor. Medicinskega nadzora je zelo malo. Podpiramo predlog v zakonu, da bi se ustanovila posebna agencija za nadzor zdravstva. In sicer v tej agenciji bi morali združiti celoten nadzor, tako finančni, tako medicinski, tako nadzor nad investicijami, nadzor nad nabavo opreme, zdravil, materijala, torej vse, kar sodi v ta program, z jasnim delovanjem. Podpiramo, da bi se v zdravstvenih inštitucijah ustanovile notranje revizijske službe po vzoru gospodarskih družb. Sicer predlog zakonov ni tako jasen, o nadzoru govori precej nedorečeno. Zapisati je potrebno jasno notranje revizijske službe, ki izvajajo takšne in takšne naloge. To je nujno potrebno. To sem tudi sama videla, ko sem bila članica sveta Splošne bolnišnice Izola, da bi takšna služba bila zelo koristna, da bi ustvarjala, odkrivala napake in bi seveda pripomogla z predlogi in rešitvami k bistvenemu izboljšanju poslovanja. Če samo omenim, na primer, izterjava denarja za upravljene storitve tujcev. Če pogledamo ta segment, tukaj nam veliko denarja prepotrebnega odteka in takšna notranja revizijska služba lahko naredi veliko koristnega za same sisteme. Nadalje naj povem, da smo skozi zakon prišli do spoznanja, da se vloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bi s tem zakonom zmanjšala v več segmentih, v več delih in menimo, da to ni v redu. Zavod za zdravstveno varstvo je edini naš financer za javni del, torej ni edini, največji je. Financerji so še komercialne zdravstvene zavarovalnice, sami bolniki, kar plačujemo samo plačniških storitev in seveda tudi lokalna skupnost. Vidik financiranja v tem zakonu ni celovito obdelan in je zato zakon v tem delu slab. Komercialne zdravstvene zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zavarovanje, je potrebno pritegniti tudi s financiranjem v to agencijo za nadzor. So zainteresirane, da izvajajo nadzor, saj so določene storitve v dopolnilnem zavarovanju krite oziroma plačane že v 90% odstotnem deležu. Gre za zdraviliško zdravljenje, nenujne reševalne prevoze, zobno protetiko in tako naprej. In pametno je to na tak način urediti, da se zavarovalnicam da enak položaj, kot ga ima zavod pri sklepanju partnerskih dogovorov, pri sodelovanju o cenah, pri sklepanju področnih dogovorov in seveda tudi pri nadzoru. Kar 25% sredstev, kot veste, je iz samega dopolnilnega zavarovanja. To je kar veliko in pomembno za financiranje zdravstva. Če zaključim z izsledki, kot je predsednik prej dejal, je ta predlog zakona nesistemski, ni ustvarjen na podlagi dolgoročne vizije, strategije in seveda tudi letos se nam izteče resolucija o planu v zdravstvenem varstvu in na tem delu bi moral minister že poslati v javno razpravo novo resolucijo, je pa seveda veste, da je nimamo. V samih določilih členih je zakon večkrat kontradiktoren. Tudi same zdravstvene dejavnosti so nesistemsko, torej niso celovito določene. Veliko členov se da izpustiti in jih urediti v uredbah, v podzakonskih aktih. Torej, ta zakon naj bo tak zakon, da bo veljal za naslednjih, če rečem, 10-15 let, da bo bil eno ogrodje, vse tisto, kar ni pomembno, naprimer o razpisu za koncesije v tem zakonu beremo. To se uredi v posebni uredbi in se tak zakon s tem ne obremenjuje. Torej, vlado pozivamo, da pripravi novega zakon, torej nov predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, seveda, ki bo temeljil na prej opredeljeni in sprejeti viziji, celovitih strategij in seveda kratkoročnih in dolgoročnih ciljev v zdravstvu. Pravzaprav ne vemo, kam gremo. Ne vemo, kakšna bo dolgoročna finančna vzdržnost v zdravstvu. Torej, v zaključku bi še poudarila, da zdravstvo ni tako v slabi kondiciji, kot govorimo in pišemo. Če samo bolnišnice pogledamo, le nekatere so v tako slabem stanju, ker se
niso lotili reform dovolj zgodaj, ker mislijo, da smo še vedno v sistemu, ki kar teče. Dejansko je potrebno se spoprijeti z današnjimi izzivi in z današnjim finančnim stanjem. Ministra Tomaža Gantarja pozivamo k korenitim ukrepom na področju vodenja ustanov. Kot veste, minister imenuje in daje soglasje k imenovanju direktorjev javnih zdravstvenih domov, torej bolnišnic in drugih ustanov, tudi svete teh inštitucij imenuje. Prav Desus na tem področju močno kadruje že ves čas in kakšni nadzorniki so v teh svetih, je seveda odgovornost tistih, ki jih je predlagal. Če bi sveti bili usposobljeni, če bi nadzirali in upravljali svoje delo odgovorno, bi seveda tudi prej reševali naštete, nakopičene probleme v našem zdravstvu. Kreditiranje iz zakladnice je samo nova proračunska luknja. Torej prelagamo na prihodnost, na prihodne rodove bremena, ki jih danes nismo sposobni rešiti, ker se nismo sposobni soočiti z spremembo organizacije, ker nismo sposobni analizirati izkoriščenost opreme. Zato, ker ministrstvo se ne ukvarja z vzroki, ampak piše samo zakone. Spoprijeti se je potrebno s problemi in jih probleme sistemsko reševati. Torej, če zaključim, je za sedanje stanje v zdravstvu odgovoren tudi sedanji minister s svojo ekipo in čas je že, da dobimo celovite spremembe in to hitre spremembe, ki bodo usmerjene k bolniku. Bolnik mora biti v srčju zdravstvenega sistema in denar mora slediti bolniku. To je nujno potrebno, vemo, kako pomembna je prav osnovna zdravstvena dejavnost, ki se prva sreča z bolnikom, od katere strokovnosti je najprej odvisno, kam bo napoten bolnik, kako se bo hitro lahko zdravil in če se bo tudi seveda prišel do prave diagnoze in pravih zdravil. Torej, osnovna zdravstvena dejavnost je izjemno pomembna in na tej točki bomo v Slovenski ljudski stranki še naprej jasno vztrajali in se borili za to, da bo bolnik v ospredju zdravstva. Hvala lepa. To so bile kar izčrpne pripombe oziroma stališče Slovenske ljudske stranke do problematike zdravstva in konkretnega zakonskega predloga.